V današnji epizodi o izobraževanju Romov. Gre za osnovnošolca, ki je v 9. razredu, žal pa ne najde tistega poguma, da bi se vpisal v srednjo šolo. Mi smo imeli primer v Žabnjaku zdaj nedolgo nazaj, kako so prišli s specialci, s policijo izklapljati vodo romskim otrokom. A bojo oni zdaj z večjim entuziazmom hodili v šolo? Seveda ne. Sem dobila v 5. razredu učiteljico, ki mi je dala mi je sanje, pa dala mi je to, da sem verjela, da lahko jaz uspem. Podcast zagovornika načela enakosti. Spoštovane in spoštovani, vsem lep dober dan in dobrodošli na okrogli mizi zagovornika načela enakosti z naslovom Izzivi in rešitve pri izobraževanju romskih otrok in mladostnikov. Današnji dogodek smo pripravili ob Svetovnem dnevu Romov, ki ga obeležujemo 8. aprila. Gre za spomin na Svetovni kongres Romov leta 1971 v Londonu, kjer so potrdili svoje ime, identiteto, zastavo in himno. Dan je namenjen predstavljanju romske kulture in opozarja na izzive pri sobivanju Romov in preostalega prebivalstva. Najprej k uvodni besedi vabim zagovornika načela enakosti Miho Lobnika. Torej, dobrodošli, hvala vsem za udeležbo. Tema današnjega pogovora je pravzaprav kompleksno vprašanje izzivov izobraževanja romskih otrok in mladostnikov, ki smo jih zajeli v posebnem poročilu zagovornika načela enakosti, ki je na voljo. Ob tem pa ne omenim, da smo pripravili tudi letno poročilo institucije. Na začetku nekaj osnovnih besed za tiste, ki nas morda še ne poznate. Torej, zagovornik načela enakosti je specializirana državna institucija za delo na področju varstva pred diskriminacijo. Obstajamo zato, ker smo Slovenija članica Evropske unije in direktive pravzaprav nalagajo članicam, da delo na področju varstva pred diskriminacije organizirajo v za to specializiranih organih. Naše delo je široko, pokrivamo vse osebne okoliščine, ki jih navaja zakon, torej običajno spol, starost, vera, tudi rasa, spolna usmerjenost, invalidnost in tako naprej. Varstvo pred diskriminacijo pa velja na vseh družbenih področjih življenja. Torej, poleg zaposlovanja, tudi na področju izobraževanja, zdravstva, sociale in trga dobrin in storitev. Vendar pa se pri oblikah diskriminacije naše delo še bolj razširi. Morda je eden od teh najbolj, bi rekel, elementarnih misli, asociacij, ko pomislimo na diskriminacijo, da naprimer je nekdo zaradi rase ali pa naprimer, ker je Rom dejansko zavrnjen ob vstopu v nek lokal, mu ne postrežejo naprimer pijače s takim, ali pa druge ponudbe, ki jo ta lokal nudi. Tudi s takimi primeri se pri zagovorniku načela enakosti ukvarjamo. Gre za izrazito neposredno diskriminacijo, torej naprimer vsem nudim gostinsko postrežbo, pripadnikom določene etnične skupnosti pa ne. Vendar pa se danes ne bomo osredotočali na to pojavnost neposredne, vsakodnevne, individualne diskriminacije, ampak se bomo lotili spektra na čisto drugi strani. In kaj je ta druga stran? V sociologiji vemo torej vprašanje akterjev ali pa vprašanje sistema in dejavnikov. In ko se pogovarjamo o izobraževanju, se pogovarjamo o tem, na kar smo postali pozorni pri zagovorniku pred leti. Namreč vprašali smo se, ali ta država, Slovenija, pravzaprav sploh ima zavest o tem, kako ta populacija otrok in mladostnikov uspeva v izobraževanju. Namreč, kot se zavedamo iz teorije enakih možnosti, je izobraževanje tisto, ki posamezniku lahko na dolgi rok pomaga preiti iz nekega socialnega življenja, kakršno mu je bilo določeno v okviru staršev, v okviru skupnosti, kjer se je rodil, torej da se nauči, da lahko kandidira za poklic, ki presega neko realnost njegovih prednikov, če hočete. In
Najbolj zaskrbljujoče pravzaprav dejstvo, ki bi ga v uvodu izpostavil, je, da smo ugotovili, da ta država nima zavesti o tem, kako se romski otroci napredujejo in izobražujejo. Zdaj, kakšen indikator pravzaprav uporabljamo? Videli smo, da ne obstajajo podatki o uspehu izobraževanja. Torej, da ko romski otroci ponavljajo, ne končajo osnovne šole, ne naredijo vrtca prej in tako naprej, ne grejo v srednjo šolo, tega nihče ne meri, tega nihče ne opazi. In kot vemo, je velikokrat pri teh diskriminacijah tako, da tega, česar ne vemo, tega problema potem ni. Ne? Tega, kar nismo izmerili, tega, kar nimamo pred očmi, se kot družba obnašamo, kot da tega problema ni. In ko smo po vrstih letih pravzaprav prigovarjanja, vendarle pred leti Ministrstvo za šolstvo uspeli pripraviti do tega, da smo prišli do prvih podatkov, so bili te, vsaj za širšo dolenjsko regijo, res zaskrbljujoči. Med 10 in 20% romskih otrok je končalo osnovno šolo. Naše izhodišče je, da moramo kot država imeti jasno sliko o tem, kako uspešni smo pri vključevanju romskih otrok v šolski sistem. Zato rabimo en podatkovni okvir, eno način standardizirane meritve, šele potem pa seveda hkrati tudi kateri ukrepi, ki jih kot država izvajamo, prispevajo k izboljšanju te številke, kateri pa očitno ne. Kajti to je izjemno pomemben cilj, v nasprotnem primeru pristajamo, da bomo še naprej tiščali glavo v pesek in ne prevzeli odgovornosti za to, da se šolski sistem prilagodi tako, da se bodo ti otroci lahko izobrazili in polnopravno sodelovali v družbi. To je nekakšna osnova, ki je bila temelj naše raziskave. Raziskava, seveda, kot jo bodo predstavili sogovorniki in kolegica Jelena Aleksič, ki se ji zahvaljujem, vodja našega sistemskega oddelka za vodenje te okrogle mize. In v razpravi pravzaprav bomo pogledali različne vidike tega, kar smo v naši raziskavi odkrili. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost še enkrat in nam želim uspešno delo danes in veselim se vaših pogledov, spoštovane sogovornice in sogovorniki. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Preden začnemo, še čisto kratko pojasnilo, nekaj tehničnih informacij, če smem tako reči. Dogodek se snema, zvočno in slikovno. V kratkem bomo posnetke objavili na Zagovornikovem YouTube kanalu in kot podcast. Pogovor je tolmačen v slovenski znakovni jezik. Prostor je dostopen ljudem z oviranostmi, možna je tudi uporaba slušne zanke. Če kdo izmed občinstva potrebuje kakršnokoli pomoč, se seveda lahko obrne na sodelavke in sodelavce zagovornika. Imeli bomo 3 kroge vprašanj. Za odgovore bo na voljo približno 4 minute. Seveda so možne in tudi zaželene medsebojne kratke replike. Po približno 1 uri pa bomo dali besedo tudi občinstvu, gostom, da spregovorijo, da komentirajo, da postavijo kakšna vprašanja. Vse govorce in govorke prijazno prosim, da govorite počasi tudi zaradi tolmačanja v slovenski znakovni jezik. In zdaj k zame lepšemu delu tega dogodka predstavim današnje goste. Z nami so, in to po abecednem vrstnem redu, gospa Natalija Globevnik, ravnateljica Osnovne šole Bršljin, gospod Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja, doktorica Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut, gospa Alenka Klepac, sekretarka v sektorju za razvoj izobraževanja in športa mladih, koordinatorka za urejanje romske tematike na področju vzgoje in izobraževanja z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, in Nataša Žagar, policistka romskega porekla, kot se sama predstavi. Dober dan, hvala, ker ste prišle. In zdaj čisto na kratko še nekaj uvodnih misli. Kot je bilo že omenjeno, Zagovornik načela enakosti je lani izdal posebno poročilo Izzivi pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov.
Omenjeno je že tudi bilo, da poročilo med drugim razkriva, da država sicer izvaja mnoge programe, vendar se učinkovitost programov oziroma ukrepov vprašljivo meri oziroma spremlja. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj vse vpliva na dostop in uspešen izid izobraževanja, o pomenu zgodnjega vključevanja romskih otrok v vrtce, o rešitvah za bolj učinkovito spremljanje in načrtovanje ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok, o tem, ali je izobrazba sploh še vrednota, kakšna je vloga države, kakšna je vloga šol, lokalnih skupnosti, tudi nevladnih organizacij, pri tem našem skupnem prizadevanju za izboljšanje stanja na področju izobraženosti romskih otrok in mladostnikov, pa tudi kako podpreti romske starše in otroke, tako da bodo dosegali višjo izobrazbeno raven. In zdaj kar k prvim vprašanjem. Gospa Nataša Žagar, kako romske družine in otroci doživljajo romski sistem? Kaj je z njihovega vidika največja ovira za uspešno šolanje? Ali pa tudi, kaj bi lahko bila pomembna spodbuda? Vi sami ste uspešno končali šolanje, pridobili poklic. Lahko poveste še, kaj ali kdo vam je bil v tem času izobraževanja osebno največja opora? Izvolite. En lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala za vabilo. Jaz moram povedati, da sem vsakodnevno na terenu z mladostniki, z otroci, z mladimi mamicami že zadnjih 25 let. Tudi v občinstvu je ena gospa iz šole, gospa Sonja, tudi strokovnjak na tem področju, tako da ko bo debata, bo zanimivo. Ampak jaz sem imela to srečo, da sem imela starše, ki so stali na moji strani in v bistvu pri nas je bila prioriteta izobrazba. Zakaj v jugovzhodni Sloveniji? Jaz bom govorila za jugovzhodno Slovenijo, ker sem tukaj najbolj aktivna vse svoje življenje. Vsak otrok rabi vzor. Moj vzor je bila moja mami, moj ati. Naši romski otroci imajo premalo vzornikov, ampak tukaj se mi zdi, da je največji problem v bistvu, ker če bo kolega iz Bele krajine potrdil, ogromen vpliv na otroka je tudi skupnost. Prvi vpliv so starši, matična enota, potem pa skupnost, v kateri se otrok razvija, raste. Vsi tisti, ki poznate pač romsko tematiko, veste, da je prvi jezik romščina. Zadnjih 10 let imajo naši otroci možnost, da se že v tem predšolskem obdobju naučijo, imamo vrtce, imamo večnamenske centre. Tukaj moram povedati, da kolegice iz sistema šolstva ogromno naredijo za naše romske otroke, ampak še vedno, jaz sem mamica 3 otrok, še vedno sem jaz odgovorna za vzgojo mojih otrok. Ni tukaj niti sistem, niti občina, niti učitelj, ki uči, ampak še vedno sem jaz tista odgovorna oseba za izobrazbo mojih otrok. Tukaj bi jaz, ne vem, velikrat, jaz sodelujem z večnamenskimi centri pri nas ogromno in v bistvu vse, ki poznamo to področje, mislim, da bi tukaj bilo zelo, zelo pomembno več vključevati mlade mamice, mlade starše. Po osnovnih šolah imamo zdaj enih par primerov 13-letnic, 14-letnic so noseče. Še vedno je, še vedno tukaj ne vidim, da smo, jaz bom zase rekla, da ni nek korak. No, in mislim, da bi bilo dobro več aktivnosti pri mamicah, no, pa pri vzgoji.
Tako da na terenu smo prisotni. Jaz, tako bom rekla, včasih sem malo žalostna, ker bi rada, da bi bil večji učinek, ampak moram tudi poudariti, da je v jugovzhodni Sloveniji ta nestrpnost. Nestrpnost je prisotna več kot kjerkoli drugje in tudi za mladostniki, ki so redki, ko končajo srednjo šolo, bom čisto po domače povedala, moj priimek je Brajdič, ne. Moram povedati, da biti Brajdič, karkoli, kar je povezano z romsko kulturo ali pa je zelo, zelo težko, no. So izzivi, tako da, ampak jaz sem taka, no. Mislim, da smo v času, da spreminjamo te stvari, ampak še vedno nas je premalo takih ljudi na terenu. To je zaenkrat, no, iz moje strani. Hvala lepa. Hvala. Torej, najprej starši in potem vsi drugi v tej verigi, če smem reči, in drugo, več vzornikov, več izpostavljenih pozitivnih primerov, se mi zdi, a ne? Tako smo tudi mi nekako zaznali. Gospod Zvonko Golubič, kaj pa po vašem mnenju, ali je izobraževanje sploh prednostno področje pri krepitvi recimo sobivanja med romsko skupnostjo in ostalim prebivalstvom, ali pa morda kakšno drugo področje tisto, ki bi se ga morali kot skupnost, kot država skupaj najprej lotiti? Ja, hvala lepa. Hvala lepa za vabilo. Torej, izobraževanje je seveda pomemben segment, to ni dvoma, ne. Vendar jaz bi tukaj namenil pozornost nečemu drugemu. Torej, tukaj gre za nesprejemanje s strani lokalne skupnosti romskega prebivalstva oziroma romske skupnosti. In to je zaenkrat velik problem. Se pravi, to je, bi rekel, prioriteta oziroma primarni problem. Zdaj moramo vedeti, da tukaj k temu prispeva veliko, bom rekel, izjave, lokalne politike, pa tudi nacionalne politike, neprimerne izjave in podobne stvari. In seveda tukaj treba izpostaviti tudi medije. Prav tako mediji, ko poročajo, a ne, vedno poročajo negativno o posameznih, bom rekel, dejanjih, kateri se dogajajo s strani romskih posameznikov. Generalizirajo, posplošujejo. In to se nekako potem seveda reflektira v javnost, češ vsi Romi so enaki, a ne. Vendar moramo vedeti, da temu ni tako. Zdaj jaz moram povedati, da določene izjave, predlogi, kateri recimo konkretno izhajajo s strani županov, kjer se problematizira določeno skupino ljudi, gre v smeri, da se nekako mobilizira večina nad manjšino. In potem iz tega naslova raste vsa ta nestrpnost in sovražnost. Se pravi, tukaj je treba neko mejo narediti. Potrebno je neko mejo, neko ločnico narediti med sovražnim govorom in svobodo govora. To je potrebno vse narediti. A ne, vidimo tudi s strani, bom rekel, vidnejših nacionalnih politikov, ker posamezniki z ene, bom rekel, desne politične opcije javno na televiziji izjavi, če ga citiram, a ne, kam smo pa prišli, cigani pobijajo ljudi. Se pravi, za tega posameznika nekako Romi niso ljudje, a ne. In ta retorika sigurno ne sodi v neko demokratično družbo, ta retorika sodi v neko prejšnjo stoletje, nekega najbolj temačnega obdobja, katerega je človeštvo doživelo, kjer so ljudi delili na več vredne in manj vredne. Zdaj, kar se tiče odgovornosti staršev, če navedem recimo en primer v zvezi z izobraževanjem. Mi smo imeli nedolgo nazaj en problem v Črnomlju, a ne, kjer ena družina živi, bom rekel, praktično v hosti živi, ni vode, ni elektrike, ni sanitarjev, praktično ni nič. Otroci so redno hodili v šolo in zamislite, da so eno punčko 8 let staro, so seveda izzeli iz razreda, jo odpeljali domov in staršem pojasnili, da ne more biti v šoli, ker zaudarja po dimu, a ne. Zdaj, noben se ni vprašal tukaj, s kakšnimi okoliščinami se ta družina sooča. Nima vode, nima elektrike in seveda mamica te vse obleke pere na roke
in veste, kako je, štedilniki imajo, ne, in potem te obleke treba nekam dati sušiti. In to dajo nad štedilnik in seveda, da tisti dim potem seveda obleke povlečejo, ne. In zdaj se mi zdi pa skrajno nesprejemljivo, da morajo zdaj otroci trpeti zaradi teh okoliščin, ne. Konkretno en primer, lahko bi še več našteval, ampak zaenkrat toliko, mogoče potem v debate še naprej. Hvala. Gospa Natalija Globevnik, kaj so pa po vašem mnenju ključni razlogi, da romski otroci v Sloveniji, zlasti na Dolenjskem, kot smo slišali, še vedno težje uspevajo v izobraževanju? A gre predvsem za socialne razmere, sistemske vrzeli, ali je, tako kot je bilo zdaj že omenjeno, težava bolj v nesprejemanju, nepripravljenosti razumeti različne specifike, potrebe? Jaz to dojemam kot preplet vseh teh dejavnikov, ki ste jih povedali. Se v redu sliši? Ja, mislim, da ja. Se slišimo? Mi maha iz ozadja. Otrok, ki pride v osnovno šolo, predstavljajte si, kako je pripravljen. Ali je obiskoval vrtec, ali ga ni obiskoval, ali je seznanjen z nekimi pravili vedenja v šoli. To so kar težke stvari, tudi za ostale prvošolce. Potem vstopi v oddelek, kako bo sprejet znotraj oddelka. Skratka, tukaj je polje odnosov, kako je pripravljen strani doma in kako smo mi pripravljeni tega otroka sprejeti v samem šolskem prostoru. Tukaj je zagotovo eno veliko polje odnosov. Vsak pri sebi se mora najprej vprašati, ali sprejema otroka takega, kot je, iz tam, kjer prihaja. In to je izhodišče, na katerem pedagog deluje. Veliko let so že vključeni romski učenci v našo šolo. Leta 1971 se je šola odprla. Takrat so zgodovinski podatki, da so nekateri starši imeli tako nezaupanje do šole, da so celo šotorili pred vhodom, so se bali izročiti svoje otroke v šolo. Ko zdaj opazujem starše, nekateri pripeljajo otroke v šolo, kljub temu, da se na poti nima kaj zgoditi, parkirajo avto, pa pospremijo otroka do vrat, pa jih učimo, sedaj bo vse v redu, zaupajte nam. Skratka, nekateri se pripeljejo z avtobusom, tam imamo tudi spremljevalce. Ves čas skušamo ustvariti to polje, da se bo otrok počutil varno, da se bo počutil sprejeto. To je tisto, kar lahko mi naredimo v šolskem prostoru. Drugače pa bi rekla, vsi moramo odigrati svojo vlogo. Romska skupnost, starši, lokalna skupnost, šola, to si jaz predstavljam kot eno večpasovnico. Na en pas je morda počasnejši, eden hitrejši, treba je presoditi, kaj je v tistem trenutku najbolj pomembno, ampak vsi skupaj moramo prevzemati svojo odgovornost. Pred šolo je pomemben vrtec. V romskem naselju Žabjek Brezje je vrtec. Koliko je vpisanih otrok? Ali vrtec obiskujejo? Sama se nagibam tudi k temu, da je potrebno spodbujati tiste romske družine, ki to zmorejo, ki so pripravljene, da vpišejo otroka v redni vrtec. Zakaj ne? Prej, ko se bo opremil s socialnimi veščinami, prej, ko bo vstopil v polje odnosov, lažje mu bo kasneje v življenju. Ta manko je zelo velik in se vleče potem skozi celotno šolanje. Sam šolski program postane za te otroke nekje v drugi triadi zelo zahteven. V prvi triadi je pomembno opismenjevanje. Veste, da je za opismenjevanje izredno pomembna tudi kultura branja doma. Mi naredimo svoje v šoli in skušamo čim bolj k temu pritegniti tudi starše, ki pa so premalo opremljeni in je potrebno delati tudi z njimi. Ne predstavljam si, kako bi lahko na šoli delali, če ne bi bilo v romskem naselju CŠOD-ja
če ne bi bilo nevladne organizacije, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, da tudi popoldne pomagajo tem otrokom. V drugi triadi postanejo pojmi abstraktnejši. Romski jezik niti določenih pojmov ne pozna. Tako da tisti, ki prilezejo do tretje triade, ki so celo v 9. razredu, ti so res občudovanja vredni in jih je vredno podpreti tudi pri vstopu v srednjo šolo. Zdaj imamo mi v 9. razredu 4 romske učence, samo ena se je vpisala v srednjo šolo, 3 pa imajo različne razloge. Eden je navedel, da se bo raje zaposlil v tovarni, drugi, da se bo zaposlil pri očetu, tretji je prenehal hoditi v šolo, ker ga je postalo strah, pa je zelo bister in mi je zelo, zelo žal. Zdaj sem skušala samo orisati to polje, pa se morda še potem vrnemo. Ja. Pa če bo priložnost, bi pa še potem nekaj prebrala, kaj je ta učenec, ki se zdaj bori sam s sabo, ali bo šel v srednjo šolo ali ne, kaj je napisal. In potem ta prehod v srednjo šolo, ki ni tako lahek. Tisti, ki imate otroke, veste, da doma doživljajo stiske, novo okolje, novi sošolci, in to je za njega spet nekaj izredno pomembnega, en velik korak, ki ga žal ne zmorejo vsi. Tudi če so uspešno prebrodili vso pot. Hvala. Mogoče bi sem še to dodala, da jaz se bom vedno zavzemala za to, da učenci morajo vsi hoditi v šolo, ker je izobrazba, znanje je edina vstopnica na poti iz revščine v boljše življenje. Tako. Samo eno podvprašanje na kratko, ker potem mogoče ne bomo več se v tej temi pogovarjali. Omenili ste redne vrtce in posebne vrtce, prilagojene vrtce. Kakšno je to razmerje, recimo, koliko otrok romskih hodi v redne vrtce in v te posebne? Žal se nisem pripravila na to vprašanje. Ja, vem, lokalna skupnost je seveda z namenom, da podpre romske družine, v naselju ustanovila vrtec. Zdaj vem pa, da nekateri hodijo tudi v redne, ampak to me ne tako jemati. Program je povsod enak, samo jaz sem se tako izrazila. Eno je v samem naselju, ostali so izven naselja. In bi si želela, da so čim bolj razprošeni, da se čim prej vključijo v okolje, v družbo. Torej izven romskih naselij, ne vstopati v ta svet zunaj naselja. Ja, hvala. Gospod Golubič, vi ste? Iščem paralelo, se opravičujem, samo še ta paralela. Recimo otroci s posebnimi potrebami so se tudi dolgo borili, da bi imeli oddelke znotraj rednih vrtcev. Tukaj želim samo poudariti, prej ko stopimo v polje odnosov, prej ko se srečujejo otroci, lažje se naučijo živeti drug z drugim. Samo to sem želela poudariti. Ja, hvala lepa. Pomemben poudarek. Gospod Golubič? Ja, zdaj, tukaj so bili omenjeni vrtci. Zdaj, če konkretiziram zadevo, mi imamo recimo v največjem dolenjskem naselju romskem Žabjaku imamo vrtec že približno 35 let. In verjemite mi, to ni obradilo sadov. Zakaj ne? Jaz verjamem, da zato, ker gre za segregirane oddelke. In tukaj se otrok ne more na tak način privaditi potem na prvo leto osnovnošolskega izobraževanja. Zdaj, druga stvar, katera je. Mi imamo pojave na Dolenjskem, recimo, jaz sem konkretno sodeloval pri enem primeru. Ta CŠO, Center šolske obšolske dejavnosti. Najprej moram povedati, da tukaj jaz pogrešam malo več pedagoških vsebin. A veste, v smislu inštrukcij in tako naprej. Jaz sem imel en problem, kjer je ena gospa bila zaposlena in je pač nudila te inštrukcije. Jaz sem dobil en telefonski klic strani ker me je poklicala in rekla, poglejte, gospod Golobič, jaz učim vaše otroke, nudim jim inštrukcije, ampak otrok v 6., zdaj ne vem, točno ali 6. ali 7. razredu osnovne šole je bil, ni poznal poštevanke. Ona ga uči osnove Pitagorovega izreka, on ne obvlada poštevanke. Dajmo se vprašati, kako je ta otrok prišel do 6. oziroma 7. razreda. In meni je bilo to zanimivo. Jaz sem šel vprašati to osnovno šolo, sem rekel,
kako je ta otrok prišel do 7. razreda, če ne obvlada poštevanko. In ravnatelj mi odgovori, se ga bojo to naučili v CŠOD-ju, ne? Sem rekel, ok, grem vprašati v CŠOD, oni mi pravijo, a veste, kako naj mi otroka naučimo v 1 uri nekaj, kar ga ne morejo v osnovni šoli cel dan, recimo, a ne? In potem se mi vrtimo konstantno v enem krogu. Poznam primer, recimo ena punca je hodila redno v osnovno šolo, resnično redno in dosledno, starši so bili, vse je bilo po PS-u, a ne? In ona je končala osnovno šolo. Pride v 1. letnik srednje šole in punca zapusti izobraževanje. Jaz se vprašam, zakaj. In punca mi lepo pove, poglej, jaz ne morem izdelati 1. letnik. Zakaj ne? Ker nimam dovoljšnega znanja. Nisem ga prinesla iz osnovne šole. Jaz tukaj nimam kaj iskati. Ne morem 1. letnik dokončati, kaj šele pridobiti poklic. Tukaj jaz vidim velik problem. Ne? Lahko pa rečem še glede vrtcev, ne? Recimo moji otroci nikoli niso hodili v vrtec. Jaz nisem nikoli hodil v vrtec. Vsi smo izobraženi. Tako da jaz ne bi temu takšno pozornost namenjal. Ne rečem, da nekateri ne potrebujejo to. Seveda potrebujejo, ker eni imajo pač težave z slovenskim jezikom. Ne? Ampak preveč pozornosti se temu namenja, po mojem mnenju. Zanimivo, malce polemično, ne? Ampak gremo še malce bolj, še en korak nazaj, še ostanemo malo bolj na splošni ravni, pa se še vrnemo k tem temam. Gospa Andreja Klepac, ker predstavljate Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, eno tako generalno vprašanje, ki nas spremlja od vsega začetka današnjega dogodka, pa tudi sicer zagovornikovega dela na tem konkretnem vprašanju. Torej, najprej, kako država ocenjuje stanje na področju izobraževanja in vzgoje romskih otrok in tudi, ali obstoječi ukrepi so dovolj učinkoviti, kje država vidi trenutno največje izzive in ali obstajajo recimo področja, kjer ukrepi pa že dajejo rezultate, ker gotovo ni vse črno-belo slabo. Tudi v posebnem poročilu smo navedli kar nekaj ukrepov, popisali, ki jih tudi raziskave, stroka, pedagoška in drugi opredeljujejo kot učinkovite. Ampak vam dam zdaj besedo, da povzamete ta del. Izvolite. Ja, hvala. Najprej bi opozorila na zelo velike razlike med regijami. V Prekmurju recimo velika večina otrok zaključi osnovnošolsko izobraževanje. Stanje v jugovzhodni Sloveniji, se pravi območje Dolenjske, Posavja, Bele krajine je pa zelo, zelo slabše. Mi merimo rezultate približno od leta 2016 in sicer z analizami, ki so anonimizirane. Zaradi varstva osebnih podatkov namreč ne moremo voditi evidenc o romskih otrocih, ker bi to pomenilo vodenje evidence na podlagi etnične pripadnosti. Tako si pomagamo z raziskavami in od leta 2016 pa vse do danes kaže, da samo približno 11 do 12% romskih otrok na območju Dolenjske zaključi osnovnošolsko izobraževanje. Analiza je tudi pokazala, kje se zalomi, tam nekje v 6., 7. razredu. Domnevamo, da zato, ker se nakopiči neznanje in otroci preprosto več ne zmorejo. Zdaj, kar se tiče ukrepov, dobro sprejeti ukrepi so bili romski pomočnik, ki smo ga najprej razvijali na projektu in potem tudi sistemizirali delovno mesto. Dobro so sprejeti krajši programi vrtcev, to so brezplačni 240-urni programi za nevključene otroke, ki so za starše v celoti brezplačni. To sta dva recimo ključna ukrepa. V zadnjem obdobju smo pa prešli na izrazito operativno delo. Najprej sta bila sprejeta dva ključna zakona, novela zakona o vrtcih in novela zakona o osnovni šoli, ki sta omogočila nekaj več fleksibilnosti pri zbiranju podatkov, ampak tukaj še ne vemo, kaj se bo zgodilo, ker so določbe začele veljati s tem šolskim letom, se pravi z aktualnim šolskim letom. V zadnjem obdobju se je vodstvo ministrstva tudi večkrat sestalo z ravnatelji, da bi implementirali pravzaprav te določbe.
da bi ravnatelje povezali, da bi ugotovili, kje so težave na terenu. In tukaj je bilo sprejetih nekaj zadev, in sicer je bilo šolam predlagano, da si naredijo konkretne akcijske načrte, da se ustanovijo lokalni multidisciplinarni timi tam, kjer še niso, da se, mislim, da bodo izvedena dodatna strokovna izpopolnjevanja za zaposlene v šoli, ki delajo z romskimi otroki. Novela zakona o osnovni šoli pa omogoča bolj sprotno spremljanje izostankov od pouka. In zdaj v teh par mesecih, odkar se te določbe izvajajo, že ugotavljamo, da so otroci bolj prisotni pri pouku. Bomo pa videli, prvič se obeta evalvacija ukrepov, zapisanih v nacionalnem programu ukrepov za Rome, izvedena bo letos. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala. Če lahko sem en podal. Ja. Jaz se opravičujem, ampak res čutim dolžnost, da to povem. Vidimo, da tukaj ljudje govorijo o neki odstotki, recimo koliko otrok dokonča osnovno šolo, govori se 10%, 20%. Jaz vam zagotavljam na tem mestu, da ta procent ni večji od 1% oziroma 2%, odvisno od perioda. To mi jaz zagotavljam sa svojo besedo. Samo toliko. Ampak govorite za jugovzhodno Slovenijo, ne? Absolutno. Pa kljub temu, pogledajte, tudi imamo recimo v severovzhodu imamo vrhunsko izobražene posameznike, imamo tudi na jugovzhodu države, recimo moja nečakinja je magistrirala, recimo, ne. Ampak moramo nekaj vedeti. Ti ljudje morajo iskati službo izvan okvirjev naše države. Zakaj? Zato, ker niso sprijeti. In spet smo pri tem sprejemanju, ne. Ja, smo slišali za take primere, mislim, da magistrica znanosti, ki je končala v Avstriji v nekem čisto drugem poklicu ali nekaj takega, ne, pred leti. Ja. Lahko samo kratko pojasnilo glede tega zbiranja podatkov. Rezultat, ki sem ga navedla, temelji na analizi, ki je zajela vzorec 27 osnovnih šol z vpisanimi romskimi otroki. Kar je bilo še pred novelo zakona o osnovni šoli, ko res zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov ni bilo mogoče ničesar zbirati, a ne, če se prav spomnim. Se je še vedno težko, zdaj mislim, kako šole sploh zbirajo podatke, na podlagi ocene šole. Novela zakona o osnovni šoli je omogočila pa tudi samoopredelitev. Ja, tako. Dobro. En izziv sistemski zagotovo je prav to, a ne? Najprej, da imamo sploh podatke, da vemo, kaj se dogaja na terenu. Če vidimo že danes v 5 minutah, da imamo različne poglede na to vprašanje. Doktorica Jerneja Jager, vi pa kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, kako recimo gledate na enega izmed priporočil zagovornika načela enakosti, ker smo jih dali, mislim, da 13, samo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v tem posebnem poročilu, kjer smo se naslonili prav na ene smernice Pedagoškega inštituta o vključevanju romskih otrok v izobraževanje. Mogoče so malce zastarele, ampak mislim, da novejših ni bilo še, pa kakorkoli, bistvena je vsebina. Skratka, da naj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na podlagi teh smernic pripravi usmeritve za spodbujanje obiskovanja vrtcev in pouka pri romskih otrokih. Zapisali smo, da je pomembno med drugim tudi vzpostavljati mehanizme ali pa krepiti mehanizme za krepitev sodelovanja starši, a ne, da bi se izboljšalo razumevanje pomena izobraževanja tudi med njimi in s tem tudi na krepitev zaupanja v institucije, kar je bilo že prej, kar je gospa Globevnik omenila kot en problem, na katerega smo tudi mi zaznali. Torej, kaj je vaše videnje tega vprašanja? No? Izvolite. Hvala lepa za vprašanje, lep pozdrav še z moje strani. Ja, omenili ste smernice, naše smernice zastarele, morda v tem smislu, da so iz leta 2017, ja, to je res, ampak vsebinsko so pa aktualne. Še vedno zelo aktualne. Zelo smo se v teh smernicah, torej te smernice govorijo o priporočilih, priporočilih za zagotavljanje večje vključenosti romskih otrok v predšolske programe.
In v teh smernicah je veliko prostora namenjenega tudi vzpostavljanju zaupanja starši. To se nam zdi kot eno izmed ključnih ali pa ena od osrednjih točk teh smernic in mislim, da smo vsi slišali, ne? Mislim, da je vsak govorec zdaj povedal, kako je res ključno torej, pridobiti oziroma vzpostaviti to zaupanje starši. Torej, v teh smernicah govorimo tudi o dostopnosti programov, ki pa morajo biti kakovostni. Predvsem se osredotočamo na kakovostne programe in pa, da je vse to opravljeno, če se tako izrazim, dovolj zgodaj. Na nek način je torej odgovornost vključevanja otrok, predšolskih otrok v vrtec naložila vrtcem, torej ta novela zakona o vrtcih, ki jo je gospa Klepac omenjala. Ta novela sicer vrtcem to nalogo, upam, da sem prav interpretirala, nalaga šele leto pred vstopom otroka v vrtec. Vemo pa iz raziskav, literature, tudi nedavne nacionalne evalvacijske študije, kako zelo pomembno je, da so otroci čim prej vključeni v kakovostne predšolske programe. Še bolj pa je to pomembno za otroke, ki so soočeni s ki se soočajo s kakršnokoli prikrajšanostjo. Romski otroci ne, da se soočajo samo z eno vrsto prikrajšanosti, oni se soočajo z večplastnimi izkušnjami prikrajšanosti. Tako da, ja, res je zelo pomembno je, da otroke čim prej vključimo v kakovostne in dolgotrajne predšolske programe, seveda pa moramo najprej pridobiti na svojo stran, če tako rečem, na svojo stran starše. Definitivno je starš tisti, ki je, tako kot ste vi rekli, neodgovoren za izobrazbo svojih otrok. Vemo pa, da starši oziroma družine živijo v zelo različnih pogojih in mislim, da skozi to, ko sem se pripravljala na okroglo mizo, mi je ves čas se pojavljala ta misel, da izobraževanje oziroma uspešnost ali pa neuspešnost posameznika se nikoli ne začne in konča samo, tako rekla, v šoli. Tukaj je še vrsta drugih dejavnikov, na katere je potrebno pomisliti. Pa so tu šole, kako so opremljene, oziroma vrtci. Slišali smo o pedagoškem kadru, slišali smo o pomenu vzornikov. In tukaj bi mogoče se dotaknila še ene dejavnosti, kako, torej, kar smo zapisali v smernicah, kako čim prej nekako identificirati družine, kako jih čim prej privabiti v medse. To so zagotovo dejavnosti doseganja, oziroma v tuji literaturi jim rečemo outreach dejavnosti. Torej, ko gre institucija, bodisi, ni pomembno katera, recimo, da je to vrtec, recimo, da je to nevladna organizacija, ampak nekdo, ki ima moč, kar institucija je, in ta je tisti, ki naj naredi prvi korak in se približa torej, romskim staršem, romskim mamicam, mladim mamicam. Zato, ker mi smo tisti, ki imamo škarje in platno v rokah, milo rečeno. Povedala bi še, da gospod Žakar, vi ste izpostavili, da ste imeli res zelo dobre pogoje doma, starše kot vzornike. Večina romskih otrok tega nima. In nagovorila me ena izjava, ki je zapisana v poročilu, ko, mislim, da je srednješolka, pravi, da doma ni imela podpore, so jo pa zelo podpirali pedagoški delavci. Tako da pedagoški delavci so absolutno zelo pomembni.
Absolutno je pa zelo pomembno, ali pa še bolj pomembno, kakšno podporo imajo pedagoški delavci. Ključno s tem, kakšno podporo imajo ravnatelji, kakšno podporo ima sistem kot celota. Nikoli ne smemo odgovornosti na to, ali se bo nekdo naučil pravil, jezika, sodelovanja, nikoli ne smemo tega postavljati ali pa prelagati samo na pleča nekega posameznika, ampak vedno moramo gledati širše, sistemsko. Gledati moramo o tem, kako oblikovati kompetenten sistem, ki bo deloval in podpiral te najbolj ranljive posameznike. Hvala lepa. Vi ste uporabili eno, se mi zdi, besedo, ki se mi zdi, da je kar na mestu, približevanje, ne? Institucija se naj približa. Spomnim se, mislim, da je to na kratko popisano tudi v našem posebnem poročilu, ko smo izvedli kvalitativno raziskavo, fokusno skupino in to z pedagoškim strokovnjaki, ne. In potem, ker je bila opredeljeno, kakor da težava je, da se na terenu različne institucije ne znajo zadosti dobro povezati. In potem je prišla korona. In te praktiki, pedagoški delavci so nam povedali, da v času korone je bilo pa treba iti iz CSD-ja, iz šole, iz vrtca v romsko naselje, prinesti printe za otroke in to se je izkazalo kot zelo dobro. Ne? Se pravi, v bistvu je neka nesrečna situacija pokazala, da je lahko tak način, iti v skupnost, to, kar ste rekli, približati se. Ne mislim, da je to naloga samo šole, absolutno ne, ampak točno to je bilo sporočilo. Vsi skupaj smo se srečali tam in vzpostavili smo zaupanje z romskimi otroki, z romskimi starši oziroma družinami razširjenimi. Ne? Tako da ja, imamo tudi dobre zglede iz težkih situacij ali pa izkušenj. Gospa Klepač, zdaj mi smo v posebnem poročilu, kot je bilo že malo danes rečeno, izpostavili, da pogosto naštevamo različne programe, aktivnosti, tudi projekte, ki se financirajo za nekaj časa, pa potem ugasnejo, kar se nam ne zdi včasih najbolj racionalno ali pa dobro. Bi si želeli, da bi kakšni bili stalno financirani, pa mogoče nekateri celo pravijo, da jih je preveč na terenu teh projektov, aktivnosti, da je že kar malo nepregledno vse skupaj. Skratka, vprašanje za vas. A danes dobro vemo, a država danes dobro ve, kaj deluje in kaj ne deluje, ali in kako v bistvu, ker ste rekli, da spremljate, kako ministrstvo recimo točno, če lahko na nekem primeru bolj plastično pokažete, spremlja učinkovitost nekega ukrepa. Mogoče niti ne nujno samo kvantitativno, ker se mi zdi, da smo slišali danes tudi eno sporočilo, ni vse v številkah, zadaj je tudi neka kvaliteta, odnosi in tako naprej. Izvolite. Govorili smo o zaupanju. Dejansko je velika težava nezaupanje romskih staršev do inštitucij. In to zaupanje smo gradili preko romskih pomočnikov. In romski pomočniki so bili tisti, ki so delovali tudi v času korone. Druga zadeva je navzočnost CŠOD-ja v romskih naseljih, oziroma to so tako imenovani večnamenski romski centri. Širi se število teh centrov od prvotnih 7, zaenkrat jih je 12. In tukaj gre za res neposredno delo na terenu, če lahko tako rečem. Gre za delo učno pomoč dobijo otroci, odvijajo se obšolske dejavnosti in ta projekt je stalen. Sicer je financiran iz Evropskega sklada, ampak je stalen, izvaja se kontinuirano, mislim, da že od leta 2016. Tako da delo na terenu se odvija. Deluje tudi krajši programi, širi se število krajših programov, se pravi, ti ukrepi lahko rečemo, da delujejo. Potem pa odzivi. Mi nekako, omenila sem že, da imamo res težave s tem merjenjem, ampak odzivi šol so za nas ključni.
Je pa tudi res, da se v šoli zrcali vse, kar je narobe na terenu. Mi res težko šola mora korigirati stanje, ki ga je opisoval recimo gospod, ko otrok pride v šolo po dimu, ne? Iz bivalnih razmer, kakršne so. Šola mora korigirati pomanjkanje znanja slovenskega jezika in tudi to smo skorigirali tudi s to novelo zakona o osnovni šoli, kar pomeni, da so Romi zdaj tudi formalno izenačeni z migranti in bodo deležni več učenja slovenskega jezika, pa tudi romske kulture. Imajo možnost dopolnilnega pouka romske kulture. Ne deluje pa učni uspeh. To nam še vedno ne deluje, ampak mogoče je v tem trenutku prezgodaj, da bi ugotavljali, kaj bo naredila ta novela zakona o osnovni šoli, glede spremljanja izostankov, glede javljanja izostankov inšpekciji, s tem, da so represivni ukrepi res zadnji, ki bi jih uporabljali. Kako ste si recimo na ministrstvu zastavili ali pa zamislili, recimo, omenili ste noveli 2 zakonov pomembnih šolskega polja, ampak kdaj lahko pričakujemo prve podatke o tem, ali so te zakonske spremembe, ki so kar sistemske spremembe v bistvu, ne, kakšen je rezultat glede na prejšnja leta? Kdaj lahko to pričakujemo, prve podatke? Ob koncu šolskega leta. Ja, ko bomo videli, ali so se rezultati izboljšali. Ja. Okay. Rezultati pomeni, koliko romskih otrok konča razred, kakšen je učni uspeh in tako naprej. Pa tudi, ali kaj manj izostaja. Res so velike težave z izostanki od pouka. Ok, prav. Gospa ravnateljica, gospa Globevnik, zdaj pa, če lahko vi pa iz prakse, da gremo bolj na konkretno, praktično raven, a ne posamično, zakaj romski otroci ne končajo osnovne šole? Lahko se navežem na izostanke najprej. Seveda. Ne? Mi že, odkar je šola, vedno se trudimo, da bi učenci redno obiskovali pouk. To pomeni konkretno tako, da zjutraj preštejemo učence, vemo podatke, koliko bi jih moralo biti v šoli, potem se jih kliče domov, se gre na teren. Tu je ogromno osebnega pristopa in dopovedovanja, kdaj je izostanek upravičen in kdaj ni. Če gre za zdravstveno stanje, ki vemo, kakšno je, potem ne more biti v šoli, to je upravičeno. So pa stvari, ki jih je treba dopovedovati staršem, veste, to pa ni upravičen, to pa ne more biti opravičljiv razlog, in potem smo v kontaktu s Centrom za socialno delo. Mislim, da imamo krasno ekipo, ki pozna posamezne družine. Tukaj gre prav sistemsko, prav na šoli imamo sistem, da vemo za vsako družino, kaj se dogaja, in to poročamo Centru za socialno delo. In tukaj so timi, ko se sedi, in ne samo, da se sedi, se tudi konkretno povabi starše na tim, se gre v naselje. Skratka, ogromno je truda vloženega v to, da bodo redno obiskovali pouk. In tukaj ni debate. Vsak mora obiskovati pouk. Se strinjamo? In potem se bo pa izkazalo tudi kasneje, kje so ti manjki v znanju, kaj se še da narediti. Jaz bi se zelo želela, da bi morda tam po drugi triadi, če se vidi, da ne zmore več šolskega sistema, da niti mu ni v interesu, morda kdaj začnemo razmišljati o kakšnih programih, da jih čim prej spravimo na trg dela. Seveda bo treba tudi zagotoviti delovna mesta. In ko bodo imeli pred sabo smisel, ko bodo videli, lahko se zaposlim, bo to tudi en pomemben mejnik, da se da šolo nekam priti. In potem, ko bodo zaposleni, jaz rečem, vsaj 4 ure na teden, se bo pokazala tudi potreba, da je vrtec potreben. Ker če gre nekdo v službo, mora otroka nekam dati.
In tako bomo mi sklenili ta krog. Ampak to je tisto, ko sem na začetku rekla, večpasovnica. In zdaj vedno se osredotočimo samo na eno pasovnico. Kaj pa, če bi se mi morali večkrat usesti, pa resorje povezati, pa si naliti čistega vina, kdo je nekaj naredil, pa kdo se izgovarja. Zdaj ste mi v bistvu že odgovorili tudi na vprašanje, ki sem ga predvidela za vas, in sicer torej kako si šole prizadevajo za večjo vključenost romskih otrok, zdaj ste že povedali. Očitno deluje ena preprosta stvar, ki je v praksi težko izvedljiva, to je individualni pristop in ta povezanost večjih služb oziroma institucij. In tukaj bi pohvalila ministrstvo, tudi našo mestno občino Novo mesto, da ima posluh za delovna mesta, za dodatne ure pomoči za romske pomočnike, kajti to je pomembno pri delu z učenci in v ta kader je treba vedno znova vlagati. In tukaj je pomembno, da ves čas skrbimo tudi za izobraževanje pedagoškega kadra, romskih pomočnikov. Jaz rečem, da z temi otroki bi morali delati najboljši pedagogi. Tako da prvo moraš imeti čut za otroka, moraš imeti znanje, ga ves čas obnavljati in to je ne glede na otroke, ki jih imaš pred sabo, ni važno, kateri so ti otroci, vedno znova je pomembno pedagoško znanje. Zdaj pa vemo tudi, kakšna je situacija s kadrom na terenu. Torej, to je to, kar je gospa z ministrstva povedala. Na šoli se odrazi stanje družbe. Ko pa imamo pred sabo romsko skupnost, pa si jaz upam trditi, da tukaj se pa pokaže stanje naše družbe na drugo ali pa celo na tretjo stopnjo potence. Tukaj se vse odrazi, kaj v družbi ne gre. Pri vseh. Koliko je vrednota znanje, koliko si prizadevamo za delo in ostale vrednote, ki so morda včasih bile bolj in tudi koliko virov smo kot družba pripravljeni vlagati v to, ne? To je tudi najbrž pomembno vprašanje. Doktorica, ja, dovolite? Poglejte, kar se tiče izobraževanja. Zdaj vemo, to je zelo kompleksna zadeva in tukaj je pomembno nameniti temu veliko pozornosti in znanja in marsičesa še zraven. Ampak poglejte, kako recimo določeni posamezniki, pa bom začel od županov naprej z jugovzhoda države, kako vedno apostrofirajo to pomembnost izobraževanja. In seveda je pomembno izobraževanje. Ampak poglejmo zdaj primer. Mi smo imeli primer v Žabnjaku zdaj nedolgo nazaj, kako so prišli uslužbenci komunale, katera je pod okriljem občine, seveda, ne, kako so prišli s specialci, s policijo izklapljati vodo romskim otrokom. A bojo oni zdaj z večjim entuzijazmom hodili v šolo? A bojo z večjo voljo, zagnanostjo hodili v šolo? Seveda ne. Kljub temu, da občine dobivajo milijonske vsote na letni ravni, tudi za to vrstne primere, da rešijo to zatečeno stanje. Jaz ne govorim to zaradi tega, da bi želel, da imajo Romi brezplačno vodo. Ne. Gre za zatečeno stanje in kljub milijonskim vložkom občine nočejo najti rešitev, alternative. Jaz ob tem nisem slišal nobenega, strani nobene institucije, razen recimo zagovornika načela enakosti ali pa varuha človekovih pravic, da je proti temu kdo kaj rekel. A veste, mi moramo si doreči stvari, kaj želimo. Ali želimo, da se otroki izobražujejo, da imajo neke eksistenčno potrebne dobrine, ali bomo kar vodo in elektriko jemali. Kar se tiče zdaj romske pomočnice, primer samo. Zdaj gospa je rekla, da je namen, da se poveča to zaupanje v institucije, ta romski pomočnik. In to je okej, s tem se jaz strinjam. Ampak zamislite primer, da se pojavi potreba po romski pomočnici, pomočniku v eni od šol. In tukaj konkurira romkinja in ne romkinja. In zamislite, da je ironija večja, se zaposli ne romkinjo. A razumete? Ja. Čemu potem to poslanstvo romske pomočnice? In ravnateljica pravi v izgovor, se ni pogoj pripadnik romske skupnosti za to delovno mesto. In kako naj se spet naprej pogovarja s takšnimi ljudmi? Težko, ne? Gospod Golobič, ko ste ravno pri besedi, še eno podvprašanje. Kako pa recimo Zveza za razvoj romske skupnosti? Kaj je vaše konkretno, recimo, kaj so vaša prizadevanja? Kaj vi trenutno na terenu počnete? Pač
tukaj ste tudi v resnici kot predstavnik nevladne organizacije. Prejle Da ste, pridemo do tega kroga država, lokalna skupnost, nevladna organizacija, stroka, ne? prejle ste omenili ta korona čas. A ne? Veste, v korona času so iz šole mene osebno klicali, če bi lahko prišel na šolo in odnesel recimo družinam, otrokom ta gradiva šolska. To smo mi počeli. Ni bilo nobenega v korona času, v tej pandemiji, da bi okoli po naseljih hodili. Vsaj pri nas ne. Tako da to jaz ne vem odkot to, da so šole hodili okoli. Jaz to nisem videl, niti zasledil nikjer. Druga stvar, veste, ko se delajo kakšne smernice na nacionalnem nivoju, mi z Dolenjske, predstavniki, nikoli nismo vabljeni. Če pa se kjerkrat zgodi, da smo vabljeni, potem smo tam zgolj kot številke, ne kot neki adekvatni sogovorniki. In potem mi vidimo te smernice zgolj na listu papirja. In veste, potem mi, romske organizacije, imamo zelo malo manevrskega prostora med tem, kar mi vidimo, da bi bilo bolje, in med tem, kaj določijo tele smernice. In tako v takšnem smislu je to težko delovati za naše organizacije. Imamo recimo, jaz sem recimo se pogovarjal z eno organizacijo iz Novega mesta, ne, kateri izobražujejo, bom rekel, polnoletne Rome. A ne. Jaz sem šel tam in sem rekel, ok, vi to delate, vi izobražujete te ljudi, pridobijo osnovno šolo, a ne, eni prej, eni kasneje. Ampak zakaj mi ne bi to nadgrajevali v smislu, da dobijo kakšno kvalifikacijo, kakšen poklic? Se ne govorimo mi, da oni morajo biti zdaj neki fiziki, zdravniki, ne vem, kaj takega. Nekaj povprečni poklici, recimo klepar, tesar, kaj takega. Ne? In so mi odgovorili, da za to pa ni denarja. Ne? In potem vidimo, čez 2 meseca po televiziji, takšna organizacija na letni ravni dobri okrog 700.000 evrov. To ni malo denarja. In mi si moramo tukaj naliti čistega vina. Moramo reči, vsi, kateri se ukvarjajo z Romi, tukaj je posredi denar. Samo zaradi denarja se to počne. Tukaj jaz to jasno povem. In to se je lepo pokazalo v tem korona času. Nikjer ni bilo nobenega. Samo še romske organizacije so delovali. Nič drugega. Ampak to je izziv za tistega, ki financira, ne? Ki da Absolutno. denar. Absolutno. Torej, to je jaz sem ali država ali lokalna skupnost. Jaz sem že Ne, velikokrat država pomeni tudi rekel, Ja. o Romih brez Romov ne bo šlo. Mhm. Jaz sem se recimo, ko so uvedli tale center šolske obšolske dejavnosti, jaz sem se temu veselil. Ampak zdaj vidim, da to nekako ne prinese želenih rezultatov. Prvič povem, da premalo je teh, bom rekel, pedagoških vsebin. Recimo pedagoški vsebini je mogoče 10% vseh te aktivnosti. Zamislite, moja hčerka je hodila v osnovno šolo, jaz sem mogel plačevati inštrukcije, a imeli smo CŠOD. In potem, ko sem šel tam in so mi lepo rekli, veste, gospod, tukaj ni najbolj primerno za vašo hčerko. Mislim, ni najbolj primerno. Čakajte malo, kaj počnemo mi tukaj? A razumete? Ne deluje to, kako se predstavlja v javnosti. Ne. Dobro, imamo pač en zdaj čist konkreten lokalni pogled iz Črnomlja, a ne, če smem tako reči. Gospa Globevnik, vi ste želeli še besedo? S tole korono, ne. Jaz sem osebno klicarila romske učence, nekateri so imeli tudi pomoč preko video povezav, preko mobitela in se je kopiralo in se je nosilo v naselje. Pa tudi zdaj se veliko pošilja, učitelji dodatno delajo in pošiljajo stvari na nevladne organizacije, da lahko popoldne podprejo otroke. Zdaj, jaz svojega sogovornika tukaj zelo pozorno poslušam. Danes se jaz vračam v šolo, pa bi želela eno pozitivno stvar, na kateri lahko mi gradimo. Ker mi imamo danes, v tem času, to generacijo otrok, ki če ne bo uspela, bo potem spet neuspeh, pa bomo mi nezadovoljni, mladostniki ne bodo dobili tistega, kar želijo. Skratka, na čem pa začnimo konkretno lahko delati danes? Kaj pa je dobro? Danes je naslov izzivi v vzgoji in izobraževanju. In rešitve. In rešitve. Torej, Ja. naš vsakdanjik je tak, da vzamemo vse, kar zmoremo, se pravi na terenu od tehničnega osebja do učiteljev, do romskih pomočnikov, vsi sodelujemo
sodelujemo s CSD-jem, z občino, z lokalno skupnostjo, vabimo, letos so prišli čisto vsi starši vpisati otroka v 1. razred tudi iz romskega naselja. To je velik uspeh, za nas je, morda se vam ne zdi, meni se pa to zdi nekaj zelo pozitivnega. In na čem, da ne bomo brez Romov o Romih, na čem naj začnemo zdaj graditi, da bomo že danes naredili pravi korak, da ne bo izgubljen ta čas, ker ti meni je zelo mar in bi si želela, da se jih čim več izobrazi. Mislim, da sledi odgovor. Ja, seveda. Jaz bi želel tukaj izpostaviti eno stvar, katero jaz vidim. Jaz mislim, da jaz ne bi rad zdaj kazal s prstom na posamezne šole, absolutno ne. Ampak jaz bi želel samo poudariti, šole morajo delati na več, bom rekel, v smislu inkluzije, ne toliko integracije, koliko inkluzije. Se pravi, pridite romski otroci, tukaj vam bomo pomagali, bomo vzeli v obzir vaše okoliščine, iz katerih prihajate. V tem smislu. Ne pa, da pridemo na sestanek, pa reče ravnateljica iz posebne šole, veliko več romski otroci odnesejo v posebni šola, kot pa v osnovni šola. Ja, seveda, ker se jim tam veliko bolj posvečajo. Se pravi, rabijo malo več pozornosti. Ne da jih posadijo tam nekje v zadnjo klop in so tam ali pa niso, a razumete? Malo več pozornosti. Velika večina otrok, kateri so v posebni šoli, ne sodijo tam. Potrebujejo samo malo več pozornosti oziroma spodbude. Dobro, hvala. In zdaj še na to drugo polovico omizja. Najprej doktorica Jager. Zdaj ste slišali nekaj, bom rekla, kritičnih, pa tudi zelo perspektivnih informacij. Jaz sem imela za vas pripravljeno vprašanje, da nam poveste še kaj več strokovnega vidika o tem, zakaj so vrtci tako pomembni, ampak vam zdaj dajemo v bistvu priložnost, da se referirate na to, kar je bilo povedano, kar je bilo izrečeno. No? Hvala lepa. Bom poskušala nekako povezati. Ja. Začela bi pri izjavi gospe ravnateljice. Bom rekla, če bi sledila vam, mislim, če bi moje vprašanje, če bi vprašanje meni sledilo vašemu, bi zagotovo izhajala iz tega, da najbolj ranljivi otroci potrebujejo najboljše pedagoge, tako kot ste vi rekli. In to je, mislim, to je dejstvo. Zdaj, kako pa pridemo do teh najboljših pedagogov, ne? Najboljši, če pogledamo Gaussovo, jih je zelo malo, ne? Nekako pa moramo na vse, ampak čim več te podpore, tudi o kateri sem prej govorila, dati torej celotnemu kolektivu, ki se z romskimi otroki, učenci in starši ukvarja oziroma z njimi sodeluje. Tu so pomembna usposabljanja. Prej smo omenjala, da je zelo pomembno, da dajemo podporo strokovnemu kadru, da so ustrezno usposobljeni. Pomembno pa je tudi to, da se zavedamo in si nalijemo čistega vina, smo že slišali tudi to izjavo danes, da enkratno usposabljanje ali pa mogoče še kakšno na to temo nažalost ne bo pripeljalo do teh 3% najboljših pedagogov oziroma, če želimo te procente raztegniti na čim večji del kadra, ne. Pomembno je govoriti o kontinuiranem usposabljanju, o usposabljanju na teme, o katerih se danes pogovarjamo, o usposabljanju za socialno pravičnost, za vključujoče okolje, spodbudno okolje, sprejemanje drugačnosti, nediskriminatorno ravnanje in še bi lahko naštevala. Ampak nažalost to niso teme, na katere bi strokovni kader se v zelo velikem številu prijavljal, ne. Tudi šole ali pa vrtci, ko nas včasih pokličajo za kakšna taka usposabljanja, ne, te teme so redko na prvih 3 mestih njihovih prioritet, za katere si želijo, da bi mi prišli k njim in izvesti kakšno usposabljanje. Tako da to je, ne, in žal se potem stvari odražajo tako, kot se, ne, kot smo že slišali.
In če se zdaj še vrnem mogoče na vrtec in na pomen tega obdobja, ne, za razvoj posameznika, obstajata vsaj dve perspektivi oziroma veji, ki potrjujeta, da je vrtec zelo pomemben v tem obdobju, oziroma zakaj je to obdobje tako zelo pomembno. Prvič zato, ker nam najnovejše raziskave o razvoju možganov dokazujejo, da se v prvih 3 letih možgani posameznika razvijajo najhitreje in da so v tem obdobju možgani najbolj plastični. In v tem obdobju je potrebno postaviti temelje za razvoj vseh višjih funkcij kasneje v življenju. Kasneje to seveda tudi gre, ampak z veliko več truda, energije, vložka. Tako da iz tega konteksta je to obdobje tako zelo pomembno. Obstaja pa tudi ekonomski vidik, ki ga zelo radi slišijo na občinah, na lokalnih skupnostih. Ekonomski nagrajenec, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, ameriški Heckman, je izračunal, da se vsak dolar, ki ga v posameznika vložimo pred njegovim dopolnjenim 7. letom, vsako leto 13-krat povrne. Tako da, ne, to je pa mogoče potem ta razlog še, zakaj si je potrebno prizadevati, ne, za res vlaganja v to obdobje. Pri čemer pa, kot sem že rekla, moramo poskrbeti, da so programi dovolj kakovostni bodo, če bomo imeli ustrezno usposobljen kader in da ti programi trajajo dlje časa. Ta ukrep krajših programov je dobrodošel, ampak ne vem, koliko dolgoročno prispeva k odpravi vseh teh primanjkljajev, ki jih otrok do 5. leta že zamudijo. Ne. To bomo, kot smo slišali, šele lahko kvalitativno in kvantitativno predvsem preverili, a ne? Ker je taka novost. Eno podvprašanje glede izobraženosti, usposobljenosti pedagoškega in drugega šolskega kadra, ker moramo vseeno reči, da ne, ni samo pedagoški kader tisti, ki v šoli dela z otroki, ampak še drugi profili. A bi bila morda rešitev, to, kar ste rekli, ne, tudi kakšne vsebine vključiti v pedagoški študij, v obvezne ali pa vsaj izbirne predmete na pedagoški fakulteti, ker namreč pri zagovorniku, ko smo se ukvarjali z področjem izobraževanja ljudi z invalidnostmi, smo podobno zaznali, a ne? Skratka, manjka neke posebne senzibilnosti pedagoškega kadra, manjka vzgoje za inkluzijo in tako naprej, ne? In izgleda, da so pač to neke splošne vsebine, horizontalne, ki bi verjetno bile za različne ranljive skupine dobrodošle. A bi bila tu tudi rešitev? Absolutno podpiram, se strinjam. Vem, da imajo ne vem koliko na pedagoških fakultetah, zagotovo pa na fakulteti za socialno delo te vsebine vključene. Študentke tudi si lahko se odločijo za prakso v teh okoljih. Dejstvo pa je, ne, da končana oziroma pridobljena izobrazba je šele začetek. Kontinuirano usposabljanje je pomembno, o katerem sem prej govorila, in pa res ta podpora, ki jo je vsak posamezen učitelj deležen najprej strani ravnatelja, potem pa, če gremo širše, podpora, ki jo ravnatelj prejme in tako, ne. Se pravi, nekako se to plasti, ne, in nalaga eno na drugo in moramo res gledati bolj celostno. Ne zgolj na enega posameznika, ki trenutno dela v razredu, kjer je večje število romskih učencev. Ne. Dobro, zdaj smo veliko rekli o tem, kakšni so pogoji in tako naprej. Pogoji na eni strani, ne, se pravi na strani šol ali pa izobraževalnih ustanov, staršev. Gospa Žagar, za vas sem pripravila eno vprašanje, ki je bolj generalno, ampak vem, da boste vi na to
tako odgovorili, da bo to neka popotnica za nas vse, a ne. A je izobrazba sploh vrednota na strani tistih, ki naj bi v šolo prišli, a ne? Ali je to se kakorkoli v zadnjih letih spreminjalo? Mi smo nekje zaznali iz nekih pripovedovanj ljudi, ki so neposredno v stiku z romsko skupnostjo, delajo z njo, da se to zelo spreminja med generacijami, oziroma da se je zelo spremenilo, da mladi Romi danes ne vidijo smisla v izobrazbi, ker češ, da lahko na druge načine zaslužijo več in živijo bolje. Kako bi vi ta del opisali? Kaj se nam dogaja zdaj trenutno? Najprej bom rekla tako. Ko pride do romske tematike, je teorija nekaj drugega, praksa je nekaj drugega. No? To moramo zelo ločiti. Bom pa eno stvar povedala, no? Kar je zelo pomembno za nas, Rome. Dokler bomo imeli v jugovzhodni Sloveniji izobražene Rome, uspešne Rome, kateri se bojo mogli skrivati pred širšo skupnost, zaradi tega, da ne bomo imeli nek pečat mi, ne bomo uspeli. Ker danes sem slišal vse tukaj, mislim, meni je v čas, da danes tukaj sedim, po domače bom povedala, v jugovzhodni Sloveniji ni v redu, da imaš romske korenine. Verjemte, ni okej. Jaz sem zelo žalostna, ampak jaz sem v življenju spoznala ogromno ljudi, tako v Sloveniji, kot v tujini. Tukaj je en kolega, 20 let se nisva videla, moj sin je bil takrat 1 leto star. Zelo sem žalostna, da dan danes, pa sem bila aktivna po celotni Sloveniji, jaz ko pridem v svoj domači kraj, sem, verjemte, zelo žalostna. Ne? Zelo žalostna. Ker ni napredka? Ali zakaj? Ne, ni napredka. Zakaj? Ker jaz naše Rome popolnoma razumem. Ne? Da si ti uspešen, izobražen, ampak te je strah povedati, ne, da si romskih korenin. Ker, ampak pri nas tako je. In jaz sem, 14 dni nazaj rekla enemu dobremu kolegu, naša družba tukaj v tem okolju še ni pripravljena na pozitivne spremembe. Da pride do mene, sošolec, pa reče Nataša, z ponosom, bomo imeli nek projekt, pa bom spodbujal naše otroke, ki rabijo pomoč, ker rabijo vzornike, ampak lahko pove kolega iz Bele krajine, koliko Romov, uspešnih Romov, se je pri nas izpostavilo. Verjemte, nočijo se, ker boljš, da se ne, no. Ker ni v redu, ker pri nas je nestrpno danes tukaj na visokem nivoju, da 20 let nazaj ni bila. Ne? Pa še to, jaz bom tako rekla, vsaka mamica si želi, da je njen otrok bolj uspešen, kot je ona. Ne? Danes smo slišali, da je velika bariera je jezik. Mi imamo sicer vrtce, ne, iz terena, povem iz prve roke, tukaj, imela sem neke slajde, ogromno sodelujem z strokovnjaki na terenu, ogromno otrok obiskuje večnamenske centre, to, kar dela CŠOD, potem društva, ki delajo z otroci. Jaz pravim, da sem zelo, zelo vesela, to lahko potrdijo ljudje iz terena. V času, če govorim o največjem naselju, bom govorila rajši o naselju, ker sem jaz tudi bila aktivna, v Krškem imamo Kirinov Grm, verjetno ste slišali že. Čas, ker so strokovni delavci, to niso samo pedagogi, to so tudi različni profili, ki delajo z mladimi, z mamicami, z predšolskimi otroci. Verjemte, oni se počutijo od 7 do 4 zelo varno. Ne? Zelo varno, ne? Ker jaz pravim tako, mi gremo iz naselja ven. Otroci, mladostniki, mlade mamice še ostanejo not. Ne? Kako prekiniti krog, da bomo mi imeli čim več izobraženih otrok?
punčka, ki rodi pred 12 letih, pa je socialno dno. Kakšne možnosti ima njen otrok, da bo uspel? Verjemte, jih ni. Večina teh, s katerimi tudi jaz delam, ki jih poznam, jaz vidim družino in trudimo se, vsi se trudimo, ampak če bi meni dala mami v mojo posteljo not, ko sem bila dojenček, da bom se pri 12 poročila, verjemte, danes tukaj ne bi sedela. Če bi jaz dala to svojemu sinu ali pa mojim dvojčicam, sin ne bi diplomiral, pa moje ščerke tudi, jaz sem rekla otrokom, zahtevam, da končate srednjo šolo. Ne zahtevam pa potem, da študiraš, ne. Zakaj sem rekla, da starši rabijo to strokovno pomoč, ne strokovno pomoč, da moraš ti biti doštudiran, ker vse te kolegice, s katerimi jaz delam, to so ženske takih src. Ker verjemte, ni vsak človek sposoben iti v romsko naselje, se usedeti na zemljo, pa objeti, primer dam, umazanega otroka. Ni to vsak sposoben, to jaz vem, da ni, ne. Jaz sem zelo vesela, da se mi ogromno o tem pogovarjamo, ampak, tako kot sem rekla, verjemte, teorija in praksija, ko pride do izobraževanja romskih otrok, verjemte, da je nekaj čist popolnoma drugega. Ne? Jaz bom samo tako rekla, mi smo sistem. Ne? Mi smo sistem in jaz želim, da bomo enkrat, ne vem, imeli boljše sodelovanje, tako bom rekla, boljše sodelovanje z nekom, ki drži škarje in platno. Da bomo mi bili slišani, ker smo vsak dan v naseljih. Verjemte, večkrat, evo, danes smo bili tudi romske pomočnice, ne, se o njih pogovarjamo. Tukaj med občinstvom je ena od boljših romskih pomočnic, kada srce tem svojim otrokom. Res ni romkinja, govori pa tekoče romsko. Ko bomo mi, tako bom rekla, ko bomo resnično želeli pomagati tem otrokom, se bomo pogovarjali mogoče na drugačnem nivoju, ne. Bomo imeli več pozitivnih primerov. Danes jih na terenu ni, tisti pa, ki uspejo, se nočejo izpostaviti pa povedati, da so Romi. Ok, imamo še veliko dela, a ne, vsi skupaj. Ampak, gospa Žagar, mi smo slišali tudi za primere romskih mladostnikov, ki niso zbrali dovolj podpore v svoji skupnosti, da bi se odločili nadaljevati šolanje izven kraja, v srednji šoli. Skratka, se mi zdi, da ta podpora izobrazbi mora biti povsod prisotna, ne. Skratka, slišali smo za primere, ko se mladostniki niso sami zmogli odločiti za srednješolsko izobraževanje, ker skupnost tega ni podprla, ker ni priznala pomena izobrazbe ali pa a ne, nekako niso bili podprti. Saj ni izobrazba v romskem svetu ni prioriteta. Ni. Ampak še enkrat, to ne velja za mene osebno, če govorimo o celotni populaciji. Ja, heterogena je, absolutno. To moramo skozi spomniti. Tako bom rekla, če bi prva stvar, kar je, zakaj ni podpore, evo, primer bom dala. Jaz ogromno sodelujem s šolami, imam na teden, imamo z otroci delavnice, gremo tudi izven šolskega okoliša, zdaj se pripravljamo otroci, te najbolj pridni, ne, jaz rečem, ko ona pridno džam po izletu, ne, in potem itek, da so vsi pridne in peljemo otroke pač na kak izlet. Ne govorim rada o drugih, bom dala sebe za primer, ne. Jaz sem otrok Juge.
ne, moja starša nimata izobrazbe, ne končane osnovne šole. Mamica je iz Prekmurja, je Madžarka, oče je Rom. Ampak pri nas je bilo pa že od malih nog, šolo boste dokončale, sestro, pa ni važno, kaj bo. In takrat smo Romi bili ločeni, mogoče Alenka še to ne. Otroci smo imeli skrajšan program zaradi tega. Jaz sem marsikdaj slišala v 4. razredu osnovne šole, Romi ne morate končati osnovno šolo, ker ste pač vsi za posebne šole. Imela sem pa, ne, tako danes sem slišala, da rabimo dobre pedagoge. Doma sem imela podporo, sem pa imela najboljšo učiteljico, sem dobila v 5. razredu, učiteljico, ki mi je dala mi je sanje, pa dala mi je to, da sem verjela, da lahko jaz uspem. Ni samo dovolj podpora doma, ker če mi vsi vemo, ne, vsi smo plačevali inštrukcije svojim otrokom, ne, ni samo dovolj podpora doma. Ne. Tudi ti moraš imeti podporo še kje drugje. Romski otrok seveda v šoli, danes imajo romski otroki ogromno možnosti, imajo večnamenske centre, ampak če otrok nima podpore doma, verjemite, ne bo mogel uspeti. Ne? Pa seveda, vsi vemo, kaj je geto. Geto pri nas ali pa geto nekje v Ameriki, verjemite, da ni velike razlike. Ne? In to je seveda, vpliv na otroka je ogromen. Ne? Pa še to bom povedala. Dokler bomo mi imeli problem, da Rom ne mora dobiti službo zaradi tega, ker se piše Brajdič, kar to dejansko na terenu je, pri nas Rom ne mora dobiti službe, verjemite. Zato pa so tudi dobre te organizacije, ker organizacije so tisti, ki pa pač pomagajo, ne vem, pa se gre tam, na terenu delamo tako, ne. Jaz grem vprašati, pa kolegico pokličem, dej poznaš nekoga, ne, ker je taka stigma, da jaz ne vem, kdaj bo tega konec, no. Zato pa je ogromno ljudi, ki nimajo svojih priimkov, ne, ker realnost je nekaj drugega, ne. Če si Rom, res moraš imeti, ne vem, konjsko srce, da se začneš boriti, da otroke izšolaš, zato pa so te organizacije, ki so v naseljih, večnamenski centri, to so ženske, ki niso samo dobri pedagogi, to so in svetovalke, in zavod za poslovanje, in pravniki so, to je realna slika, no. To je realna slika. Okej. Ampak kot rečeno, ne, zdaj smo slišali res eksplicitno, spravi, zaposlitvene možnosti morajo biti vidne, zato da, ker to vpliva na motivacijo hoditi v šolo. To je bistvena stvar, a ne? Ja. Mi smo zdaj s časom že malce na tesnem, tako da bomo v bistvu naredili zadnji krog na način, da je predviden tudi čas za razprave s publikom, ampak najprej mi sklenemo razpravo. Še eno kratko, vsak dobi še eno kratko vprašanje. Jaz mislim, da gospa Globevnik, vam lahko damo zdaj besedo, ker ste prej rekli, da bi radi na kratko povedali, kaj ta mlad romski fant razmišlja, ko se ne more odločiti, ali bi šel v srednjo šolo ali ne. Tako da izvolite s tem. Hvala. Gre za osnovnošolca, ki je v 9. razredu, je pa že 11. leto vpisan. To pomeni, da mu je ravnateljica dovolila, da lahko še obiskuje šolo z namenom, da jo bo res zaključil. Mi držimo pesti, da jo bo zaključil letos. Žal pa ne najde tistega poguma, da bi se vpisal v srednjo šolo. Učiteljica je z njim imela en pogovor, namreč naslednji teden bomo mi imeli šele prireditev ob Svetovnem dnevu Romov, ker bomo v goste povabili Sandija Horvata, ki je napisal tudi knjigo Beli Rom. In iz tam mu je dala citat. Treba je verjeti ne v stvari, ne v ljudi in ne v obljube. Verjeti je treba vase. In potem sta se ob tem pogovarjala. In je napisal takole.
Ne smemo verjeti drugim ljudem. Tudi takrat, ko rečejo, ne hodi v srednjo šolo, to ni zate, to je pretežko. Ne smemo jih poslušati, bolj moramo poslušati sebe. Iti moraš tja, kamor te vleče srce, tja, kjer se boš počutil veselega. Zaupati moraš vase, da bodo tudi drugi videli, da si sposoben nekaj narediti. V življenju se moramo potruditi, da bomo dosegli en cilj ali več ciljev. Vse se da, če človek verjame vase, da bo to zmogel. In potem boš to tudi res zmogel in drugi bodo to videli. In mogoče bodo tudi oni poskusili doseči en cilj ali več ciljev. Vedno verjemi vase, nikoli ne obupaj. Vsak človek mora imeti svoj cilj v življenju. Vse se da, če verjameš vase. Verjetno ste zaznali, kako se bori sam s sabo, kako išče vero vase in v svojo prihodnost. Je izjemen risar. Lani smo imeli njegovo razstavo v avli njegovih likovnih del. Izjemen. Želel si imeti svoj salon, da bo delal tatuje. Ima tudi tatu Never Give Up. In ko je jeseni po tragičnem dogodku v Novem mestu, je bilo za šolo zelo težko. Prvi dan je prišlo samo peščica otrok. Meni so se zašibila kolena, predvsem zaradi tega, ker toliko truda, da se to zgodi in otrok ni, in potem se je številka drastično višala, ampak to je bilo ogromno dela na terenu. In ta deček, ta mladostnik, je prišel v šolo že prvi dan, starši so ga pripeljali, in vsi smo ga bodrili, saj veš, never give up, dajmo. In to so ti primeri, ko mi ne bomo obupali. Mi bomo še naprej delali tako, kot smo do sedaj, ne glede na podatke, ki jih želite od nas, ne glede na pritiske iz družbe. Zato, ker je to edina pot, konkretni primeri in zgledi. Hvala. Hvala. Sklepne misli, gospod Golubič, vi ste tudi rekli, da bi ste dali znak, da bi še aplicirali, ampak zdaj vam dajem zadnjič besedo, tako da na kratko, če povzamete ali pa izpostavite tisto, kar je po vaše rešitev, čemu se ne smemo odpovedati, če uporabim te besede tega fanta. Jaz se zahvaljujem seveda za te spodbudne besede s strani sogovornice, seveda dobrodošlo v teh časih. Ampak poglejte, velikokrat se stvari jemljajo iz konteksta. Zdaj jaz priznam, velikokrat Romom ne uspe, obupajo, ne vidijo smisla. Ampak to so vse posledice. Da se vprašati, zakaj, A je to mogoče življenje na robu, življenje v getu, nezaupanje v institucije. Župani hočejo izseliti iz občine, hočejo graditi 6-metrske zidove okoli njih. 20 let krajša življenjska doba, 7-krat večja umrljivost pri otrocih. Veste, to so izzivi, tu so razlogi. Iz tega moramo izhajati. Zdaj, kar se tiče zaposlovanja, samo en podatek. Mi imamo na voljo, zdaj mislim, da je na ministrstvu še do 6. meseca en razpis za subvencioniranje zaposlovanja Romov. In zamislite, nazadnje, ko sem preverjal, od vseh delodajalcev v naši državi se je prijavil na ta razpis samo eden. Se pravi, gremo v smislu, iščemo kadr, Boga prosimo, da to ni romski posameznik. Sprejel sem eno študijo ene gospe, katera dela v Manchesteru, sem pozabil že ime. Tam je navedeno, da okrog 54% uslužbencev noče za sodelavca imeti Roma. Okrog 50% staršev noče, da bi njihovi otroci imeli za sošolca Roma. Okrog 70% ljudi noče imeti za soseda Roma. To je to sprejemanje, o katerem govorim. Tukaj je treba najprej začeti delati, potem bomo lahko nadgrajevali vse ostalo. Okay. Hvala. Gospa Klepac, mi smo vam v posebnem poročilu izdali 13 priporočil različnih, ali lahko za konec, zato da ostanemo na takem pozitivnem, poveste, katero od zagovornikovih priporočil ste morda že uresničili ali pa ga nameravate v kratkem? Večino priporočil mislim, da smo že uresničili. Tisto, kar pa zaenkrat ni šlo, moramo pa malo bolj temeljito pogledati, predvsem pa skupaj se usesti.
Samo toliko. Okay. Gospa Žagar, za konec, kaj je tisto, kar lahko izpostavimo kot pozitivno ali pa kaj bi bila popotnica za naprej? Slišali smo, šola bo vztrajala na svoji poti, pomembno je sobivanje, država si prizadeva po svojih močeh sistemsko. Kaj bi vi rekli? Jaz verjamem v dobre ljudi, jaz jim rečem angeli. Človek, ki je na terenu vsakodnevno, mislim, da ve, kaj mislim, ampak tako bom rekla, več romskih otrok, ki bodo študiralo in bo na glas lahko rekel brez pomislika sam romskih korenin, takrat mislim, da bomo takrat mi bili uspešni. Jaz se bom tu dobro počutila, no, ampak dokler bomo mi na terenu videli to, kaj vidimo, želim, da je ne vem, v roku 7 let, da naslednjič, ko se dobimo, da bomo imeli več strokovnjakov romskega porekla na raznih ministrstvih, na sociali, na občini, tako kot je, lepo je rekel gospod Golobič, ne, tista inštitucija, ki si iskreno želi sprememb, bo sodelovala z romsko populacijo, pa seveda, tako kot je gospa rekla, več se moramo dobivati, pa večkrat opozoriti na kakšne stvari. Jaz pravim, moramo biti povezani. Tako, kot je odlična delavka na CSD-ju, pomočnica v večnamenskem centru, kjer sodelujemo in skušamo vsi skupaj narediti nekaj dobrega za našo širšo skupnost, pa seveda tudi za naše otroke. Hvala. Hvala vam. In še doktorica Jager, za konec. Ena od stvari, ki je bila večkrat izrečena, je tudi ta individualni pristop. Ali je morda to za poudariti, če za sklepne misli ali pa kaj drugega? Definitivno, ja, hvala, ker ste me spomnili tudi na to. Bi pa začela na tem koncu, zagotovo bi podprla še več takšnih srečanj, ne zgolj ob enkrat letno, ob prihajajočem prazniku. Sicer pa veliko je bilo izrečenega na temo sobivanja, priznavanja drugega in naslov okrogle mize tudi izzivi in rešitve. Mogoče bi tu izpostavila 2 rešitvi, dobri praksi, kakorkoli jim rečemo, ki jih vodimo na Pedagoškem inštitutu. Ena je spodbujanje socialne kohezije, in sicer preko tako imenovanih knjižnic igrač. To je iniciativa, ki deluje zdaj že v 9 državah v Uniji in je bila izmed 3000 predlogov na ravni EU-ja zbrana kot ena izmed 100, ki lahko imajo največji doprinos k ustvarjanju socialne kohezije. Trenutno sta aktivni 2 knjižnici igrač, ena je v Murski Soboti, ena v Grosupljem. Tu se zbirajo romske, neromske družine, priseljenske na raznih delavnicah. Glavno pa je, da si otroci, ki nimajo teh možnosti doma, lahko v tej knjižnici sposodijo igrače in se z njimi doma igrajo. Drugo pa morda malo širše, ampak hkrati tudi individualno in lokalno specifično. Širše v tem smislu, da smo slišali, da se šolsko vprašanje ali pa vprašanje izobraževanja nikoli ne začne in konča zgolj v šoli. Ko se rodi otrok, se rodi starš, se rodi družina. In na tem koncu je zdravstvo prvo, ki se s to družino sreča. Nato se sreča sociala s to družino, šele nato pride izobraževanje. In te 3 resurse je nujno treba povezati. Na Pedagoškem inštitutu smo v našem centru koordinirali
proces oblikovanja lokalnih strategij v 8 občinah v Sloveniji po posebnem pristopu, ki je bil preizkušen v Nemčiji, potem pa tudi v Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v Sloveniji. In tukaj je najbolj pomembno to, da mora biti kot prvo zagotovljena politična volja, da se v kaj takega sploh gre. Kot drugo pa, da se strategija sprejme iz potreb okolja. Tako da ta strategija ostane potem lokalna, sprejeti jo mora občinski svet in nekako torej formalno zavezujoč dokument. In mislim, da glede na razlike, o katerih smo slišali, jugovzhodna Slovenija, Prekmurje, tudi razlike v jugovzhodnem delu, je po moje to lahko en dober primer, kako občina lahko v svojem lokalnem okolju naredi sama korake v smeri reševanja izzivov. Nekih zelo prilagojenih pristopov. To je bistveno najbrž. Hvala. Hvala vsem. Zdaj pa odpiramo razpravo. Občinstvu dajemo besedo. Samo trenutek. Bi kdo na kratko želel še kakšen komentar oziroma vprašanje postaviti, ampak res na kratko? Ne? V redu. Dobro, če ne, pa zdaj dajem besedo predstojniku oziroma zagovorniku načela enakosti, Mihi Lobniku, za sklepno besedo. Izvolite. Izvoli. Hvala lepa. Spoštovani sogovorniki, sogovornice, za vaše prispevke. Rad bi se najprej zahvalil vsem od vas, ki delate zelo predano in dnevno na načine, ki ste jih danes malo z nami delili in osvetlili. In tako pravzaprav smo lahko spoznali več, kot piše seveda v našem posebnem poročilu. Tako smo ga tudi koncipirali, namreč cilj je bil odpirati vrata v zavest, ki jo v Sloveniji nimamo. Zdaj pa dovolite, da jaz nekako povzamem tisto, kar sem sam kot zagovornik danes slišal. O razliki med teorijo in prakso, o tem, da znamo v Sloveniji veliko govoriti na področju inštitucij, ministrstev, raziskovalnih inštitucij, o tem, kaj naj bi delovalo in kako bo delovalo, in medtem, kako pravzaprav imamo na drugi strani na terenu ljudi, ki dnevno to delajo, se trudijo z danimi resursi in vsak po svoje pravzaprav prispevate k tem in predvsem zaradi tega, ker verjamete v to, kar delate, da bi ta proces tekel naprej. To je izjemno dragoceno in je osnova za seveda kakšen večji napredek v prihodnosti. Ampak eno stvar, ki bi jo pa kot osrednjo izpostavil, kar sem danes slišal pa že kdaj prej, je pa to, da je to seveda kompleksen proces, to ste danes vsi potrdili, ki poteka paralelno, ki zdaj poteka bolj ali manj spontano, ne? In ne kot dobro usmerjan in voden proces. Jaz pogrešam, da v državi ni akterja, ki bi ta izziv koordiniral, razumel in podpiral posamezne aspekte tega delovanja. V tem vidim odpoved vladne strani. Kajti koordinacija je potrebna, slišati je potrebno vse te aspekte in neko nedoraslost inštitucij tem izzivom. Kaj hočem povedati? Da če bomo na ta način reševali to problematiko, kot smo jo do sedaj, dokler se ne bojo iztrošili vsi, ki to delajo, ampak večjih premikov ne bomo dosegli. Omenjen je bil zelo pomemben strukturni rasizem, ki ga je nemogoče ne slišati v reševanju te problematike in se spet parcialno ukvarjati samo s tem. To pa pomeni, da gre za izrazito multidisciplinaren izziv, kjer je poleg
uspešnosti posameznih sfer, tako je, ne moremo govoriti samo o izobraževanju. Seveda je tukaj zdravstvo, je tukaj sociala, je tukaj varnost, podpiranje ljudi, podpiranje tistih, ki to delajo, ali kot država podpiramo ljudi, ki se tako kot gospa Globevnik srčno trudijo in enega in po enega rešujejo, zato da konča šolo. Mislim, da je to izziv za, ne nazadnje, tudi za politiko in državo. Namreč institucija kot zagovornik daje priporočila državnemu zboru, vladi, ampak tukaj ne vidim v pol leta nobene spremembe. Ne vidim centra, ki to koordinira. Ne vidim, da se je od lanske jeseni kaj zares premaknilo. Ja, če bodo delovali novi predpisi, sem slišal. Predpisi ne bodo nič delovali, oni že delujejo, na papirju so. In ob tem bi samo spomnil, da dokler seveda bomo govorili, da se podatki ne smejo uporabiti, ker je prepovedano po etnični pripadnosti zbirati evidence. Zame je to največje tiščanje glave v pesek. Mi v korist teh otrok branimo njihovo, čeprav poznamo equality data v evropskem prostoru. To je znano, da se podatki morajo uporabljati za doseganje teh ciljev. Mi pa še vedno govorimo, da nam je mar, da ne bomo nekih podatkov zbrali. Anonimizirano se morajo uporabljati. To je popolnoma jasno. To so equality data. Zato, da ugotovimo, da nam ne gre. Ampak kaj sporočamo, kadar razmišljamo, da ne bomo mi seveda njih preveč popisali, ne? S tem moramo opraviti. Seveda moramo vedeti, neko znanje moramo imeti. Tako da to se mi zdi osrednja naloga. Skratka, kompleksen proces, kdo ga bo koordiniral. Kajti, če ga bomo prepustili spontanosti, se lahko srečujemo, lahko se pogovarjamo, lahko se podpiramo, ampak seveda vsi kompleksni izzivi v družbi so vedno rešeni, če se jih primerno lotimo. Tako da današnji pogovor smo posneli, hvala vam za vaše prispevke, predvajali ga bomo. Ne omenjam, da je to en nov koncept, ki ga od letos pri zagovorniku načela enakosti prakticiramo, ne delamo več podcastov samo zagovorci, ampak delamo podcaste na način dialoga in omizja, kajti izzivi, s katerimi se soočamo, so take vrste, da enostavno moramo dati prostor ljudem iz različnih disciplin, iz različnih ozadij, da zaslutimo, kaj je srž zelo kompleksnih strukturnih problemov, s katerimi se soočamo. Hvala vsem za sodelovanje in obilo uspeha pri vašem dragocenem delu še naprej.